Živjo, dragi moji. Danes bom izpostavila eno vprašanje, zakaj mislimo, naprimer, ali pa tako bom rekla, tako kot sem napisala, zakaj se enim svet sesuva zunaj, drugi pa vseeno so še pozitivni in dobro razmišljajo, vidijo, da so sami kreatorji svojega življenja. To predvsem zaradi tega, ker je bilo ful dobro vprašanje. Ena gospa me je vmes napadla v enem mojem postu, kjer je napisala, če vidim, kaj se dogaja zunaj, kakšno je stanje, da ljudje nosijo maske, da ne morejo živeti, da jih obsoje gor dol sem tja. In pol je tudi izpostavila ena izmed mojih sledilk, napisala svoje besedilo, kako ona vidi. In zdaj, dragi moji, marsikdo je zdaj v tem času začel delati na sebi. In ko je začel delati na sebi, dela na sebi, posluša, daje vase pozitivne afirmacije, ker sem prepričana, da se zavedate tega, da 95% naših mislih, ki smo jih ponovili včeraj, bomo tudi danes. Samo 5% je teh ta novih. Zato je zelo, zelo pomembno, da smo vztrajni, da smo dosledni in da zato skrbimo iz dneva v dan, čisto vsak sleherni dan. Čisto vsak sleherni dan. Ampak kaj se zgodi? Vi, ker imam nekaj takih in strank, se ne vem, to niso stranke, to so sledilke, sledilci. Tudi moje stranke, se enako to zgodi. Se lotite in delate na sebi in pa kar naenkrat se vam zgodi, da izgubite to voljo in padete in ste enkrat veseli, potem drugi ste malce manj veseli, ste žalostni in tako naprej. To je čisto normalno, čisto normalno. Če bi si zdaj tukaj pri meni predstavljali, na moji, čakaj, kjer imam stran? Aha, levo in desno. Na desni si predstavljate angelčka, na levi si pa predstavljate hudiča in temu hudič je ego. In angelček je vedno nežen in ti hraniš tega angelčka in angelček je vesel, ker angelček želi poleteti, ker ga ti hrani z dobrimi pozitivnimi izjavami. In ta ego se bori, ta ego skozi hodi ven in reče, pa dej, kaj se ti greš, pa kaj ti misliš, a ti ne vidiš, kaj se dogaja, pa dej nehi, pa in ti skozi te bilda, da nisi dovolj dober, da dej, si ti to ne znaš in tako. In konstantno vam nabija vse tisto slabo, kar ste skozi leta si naložili. Od otroštva, od najstniških let, od prve službe, od prvega fanta in tako naprej. In zdaj ta ego se vedno bori z angelčkom. Zdaj pa angelček je nežen. Angelček ni tisti, ki bi se on tudi boril. In zdaj, ko ego stopi, pol angelček se umakne in reče, aha, ni še čas, v redu je, in gre stran. In ponavadi, kaj se nam takrat zgodi? Mi pademo, ko je ego močnejši. In takrat je fejs pomembno, da vztrajate in da veste, da nič ni narobe. Tudi meni se je to dogajalo, res se mi je dogajalo. Tako, skozi sem se nabildala s pozitivno energijo, videla, kako je fajn. In pol kar naenkrat se mi je zgodilo, pa kaj se ti greš in tako naprej. In pa sem malo padla, ampak glede na to, da že dolgo časa, res dolgo časa, jaz se tako in tako že prej nisem se bila neka vedno posebna mala, se nisem ukvarjala z drugimi. Bolj, ko so mi drugi rekli, da ne gre, bolj se je meni zdelo, da gre. In sem to hotela najprej sebi, to je super, to je ta moj vzorec, ko je bil nek vzorec. Ne, jaz bom dokazala, da gre. Ampak kaj je pomembno, ko delate zdaj na sebi? Glejte, vsak sleherni dan, prižgete 24 ur, Slovenija, katerokoli televizijo. Kaj je prvo govora? Prvo je govora o koroni, o vsem tem, kaj se dogaja. Druga zadeva, kar je, dajte en dan si vzeti, pa poglejte, koliko dobrih informacij, med temi informacijami, ki ste jih dobili, je dobrih informacij za vas. Naj vam povem, da meni tudi novinarji rečejo, da če ne bom napisala kaj tako, da sem žrtev, da je vse slabo, tudi ne bojo pisali, ker nočejo imeti pozitivne, če nobene bere. Če ljudje berejo slabe novice, ampak kako se boste hranili iz dneva v dan slabimi novicami? In življenje se ne dogaja zunaj vas, življenje se dogaja znotraj vas. In naj delim eno zgodbo, ki me je potegnila na to, da sem vzela in odprla in da želim vam dati odgovor. Včasih sodelujem tudi pri študentih. In ena študentka direktno
pred ostalimi svojimi študenti me vprašala, kako naj sem pozitivna, če je moje starše strah, če so zaskrbljeni, če vidijo veliko tveganja in tako naprej. Pa dragi moji, pa mogoče ne zaradi vas, poglejte zaradi otrok. Dajte pogledati, to, kar vi vnašate, dajete svojim otrokom. In zdaj ne vem, koliko imate stare otroke na drugi strani. Eni imate čist majčkene, eni imate že malce večje. A jim res želite jim to dasti, da se bojo celo življenje ukvarjali, kaj se zunaj njih dogaja, namesto kar se notraj dogaja. In še enkrat govorim, in še enkrat povem, in še enkrat bom, ne enkrat, to bom po moje kot papiga ponavljala. Koliko takšnih zgodb lahko spremljamo, ki so leta 2020, v času največje pandemije, ko je marsikatero podjetje ostalo res zgubilo več kot 50% posla. Tudi mi, 30% posla. Koliko podjetij je raslo, koliko podjetij je razvilo totalno nove produkte, koliko novih idej se je zgodilo. Mislim, noro, mi smo priča temu. Sam ne vem, a veste to? Pa ne po svetu, tudi v Sloveniji. Tudi v Sloveniji. Kaj se je zgodilo z določenimi podjetji? Koliko so rasla? Zakaj vedno zgledamo samo slabe zgodbe? Dajmo vzeti malce dobre zgodbe. In nekaj drugega, kar je, ko vidite, kaj se vam dogaja, ko berete članke, koliko je ura? Rekla sem, da bom 5 minut. Evo, sem že malo več kot 5 minut. Ko berete članke ali pa ko berete objave, jaz absolutno spoznam osebo, kakšna je in točno vem, kaj se jih dogaja. Tudi, dragi moji sledilci, drage moje sledilke, ki vas spremljam, marsikdaj grem pogledat, katero izmed mojih sledilk ali pa sledilcev, da malo pogledam, kak ima profil, kaj objavlja. Tako, imate moment, ko ste ful pozitivno naravnani, ko se zavedate, da kvaliteta vaših misli, vaših občutkov, vaših dejanj vpliva na vaše življenje. To pomeni, bolj ko vnašate dobre stvari, bolj ko kakšni ste, bolj kakšne dejanja dajete, bolj se zavedate, da ste super. In potem se vam nekaj spet zgodi in padete spet v tisti tok. In preberete kak članek ali pa berete kak komentar in pol ne veste, kako bi se naravnali, ali bi podprli tega ali ne. Zavedajte se, da ljudje nismo po naravi slaba bitja. Ljudje je strah in stres je posledica strahu. Zdaj, kaj se nam dogaja, kaj se bo zgodilo, kaj se ne bo zgodilo. Zato probajte čim manj brati takih komentarjev, čim manj niti na take stvari. Dajte to malo odrezati, dajte stran, dajte si neko glasbo, preberite kak dober članek, kaj se dogaja. Ne sem tisto, kdo koga, ta proti temu, ta proti onim. Drage moje sledilke, vse tiste, ki mi pošiljate noter se to mi ženske ponavadi, no, kak moški se tudi najde, ki mi pošiljate, kaj se dogaja zdaj s temi maskami, pa gor dol, pa to, pa sem, pa tja. Pa dragi moji, to mene ne zanima. Res, in tudi tako je, ne da me ne zanima. Če je država nekaj naredila, se pa s tem strinjam, ker tam ne morem vplivati. Vplivam pa lahko na moje življenje, na življenje mojih otrok, na življenje mojih sodelavcev, na življenje mojih bližnjih prijateljev. Na te pa lahko vplivam in lahko vplivam samo z pozitivno naravnanostjo. In prosim vas, vsak sleherni dan je lahko vaš lep, če se boste zavedali, da ste vi kreatorji svojega življenja. In zdaj vsi tisti, ki me spremljate, že tako in tako veste. Veste, da je to tako. Tako da, ko se pojavi vaš angelček ali pa hudiček, recite temu hudičku, egu, naj gre malce na stran, puste ga tam na stran in kadarkoli on reče, dej, kaj misliš, da boš ti, dajte stopiti naprej pa rečete, veš kaj, zdaj te pa ne bom poslušal ali pa poslušala, zdaj bom pa angel stopil naprej. Življenje se dogaja znotraj nas, ne zunaj nas, v nas samih. In če ne mislite zaradi vas, dajte zaradi vaših otrok, ker oni vidijo, oni se učijo skozi vaša dejanja, učijo se skozi vaše občutke, skozi vaše
vzglede in točno to, kar delate vi, bodo počeli tudi oni. Evo, lep večer, krasen teden si naredite, imejte se lepo in se kmalu vidimo. Vidimo se v četrtek, ali bom kje druge, da bom poskušala odpreti kako vprašanje, ki ste mi ga zastavili in bom na vprašanje vam odgovarjala. Ker čisto vsa vprašanja so vnotar odgovori v nas.